Kjer sem jaz butel, jaz sem na robe motor obrnil. Prav, to so membrane, te spuščajo not gorivo, se pravi, ko vleče not, se tukaj tole odpre, drugače je zaprt in ko bat naredi vakuum, se tole odpre tukaj not. Pa imaš tudi te športne variante, pa različne fore, napetosti, ono ovo. Zdaj, ko je prav obrnil, če daš na robe, ne gre not, vidiš. Se pravi, ne moreš da fliš. Pak. Vse, kar damo skup, spucamo, ne. Razmastimo, jaz imam ta antisilikonski čistil. To me je fura en ličar dolg časa nazaj. Vidiš, takole. Šraufi so stari, malo jih spucamo. Vsaj na voj, da lažje prime, viš kaj poln smeti. Spet ne pretiravaš silo. Moraš čutiti dejansko, koliko vijak zagrab, pa kdaj prije do konca. Če vidiš, da se res ne da več, pa je to to. Sprav tukaj, kakor vidite, sem zbral dele od Energyja pa Runnerja, ker imam nekako dva projekta skupaj. Tukaj imamo variator od Runnerce, tukaj imamo variator od Energyja. Sam da je tale Yasuni, tega sem dobil od Frčo Motota, pa mi je dal Malosja. Tukaj imam še tele dodatne, oziroma original, so bolj jadne, treba malo polirati. Ko se temu reče sploh, sam ne vem, zvezdice, kaj so. Tukaj imam dve sklopki, tale ena je za nič čist, tole moram vršiti ven in bom uporabil še eno sklopko, ki mi je dal Frčo Moto, ker jaz sem dal Palunga Energyja Malosjevo. Bom pa zamenil s telemi vzmeti, tako da bo vsaj malo kasneje prijela. Po pa dejansko začnemo sestavljati. Tukaj vidite imam blok, cilindr sem črdal gor in zdaj bom tukaj se lotil, se pravi, teh oljnih pumpic. Imam dve, obe dve izgledata ok, sem jih spucal malo pa to. Mislim, vse veš, če je ok, takrat kaj dela, če crkne, pol veš, da ni ok, ampak ja, tole bomo zdaj sestavili, skopko bomo zamenjali, pa bomo tukaj te stvari dali not. Hvala Bogu za Linkos, da sem tole kupil, vedel sem, da bom še kdaj rabil. In zdaj je ta pravi čas. To pa je bil zdaj le šok, kakor veš, tale je čisto razpadla. Zakaj? Ker so dali dol zvonca, tako kot jaz pri Vespi, in so pržgali in dali gas. In je vse skup uničilo trga. Tako da tale gre v smeti. Pri Energyju prej ste mi rekli, da mi tole fali. In ja, tole mi je res falil. Pa kljub temu, da tega nimam, še vedno se dela. Zamenil bom s tem lefedrčkom, tale je original, tale je Yasuni. Tako bom Yasuni še prej bom malo spucal. Noglih tuk svinsk. Še prej bomo pa zamenjali tukaj tele. Zdaj jaz zato bi rabil posebno orodje, tako kljukco, da potegneš čist easy. Moram si kupiti to orodje za to. Ok, ker je tole ful zajeban, pa nijem ta pravega orodja, bom jaz si olajšal in bom tole dodal. Tam ima že nekaj vzmeti, pravi, že nekaj so delali na njej. Tako bom sam tole dal čez, bo lažje. Vidiš, je razlika v veličini. To je šlo lažje, kot sem si mislil. Evo, to je to. Ok, kot me spominja Mara, gre ta zobniček prvo not. Pa ta velik, tukaj dol. Potem damo jermenček gor, tukaj zataknemo, gre za en rob, pa obrnemo blec, se gor usede. Pa damo pa tole neko podložko, oziroma nosilček. Vzamemo ta pokrovček, pa oljno pumpico, katero pri teh buildih 780 kubov močnih odsvetuje, da daš to dol. Če to zariba, zariba se. Zdaj moraš da tole tukaj, se usede v to lukno tle.
Pri šrafanju je najbolj pomembno, da zadaneš luknjo. Sprav v življenju ti bo vedno prav pršal, če boš dober v poiskanju luknje. Pazimo, da nam ne spodnese šrafan cigar, pa gre glava in pa so sam problemi. To delam tako po spominu. Ok, to smo zrihtali. Zdaj bomo pa sprav šli na sklopko. Evo, tle imamo en jermen še, ki mi ga dofrčamo to. Ok, se spomnim, ker sem tole dajal dol, teli zobčki so se mal premaknili in zdaj, ker sem dajal gor na blajerco, ni šlo, ne? In sem mogel mal potovčiti, da dejansko pride gor. To sem se off record zdaj bavil. Se vidi, veš, koliko sem tovkal. Povem sam, da nisem kaj skrival. Če sem skrival, pa v delu tako prav tele damo. Tukaj. Vidim, če se lepo premika. Vse, ok. Tole gre sem not. Tukaj. Ok, zdaj to takole samo malo provizorično v gor. Tako da drži. Pa bomo zdaj na drugi strani bomo naredili elektriko. Tole imamo pa čisto novo elektriko. Tako da tole gre gor. Takole. Nekako, oziroma takole. Tole naj bi šlo čez. Dobro vprašanje, kako pa to dobiš čez zdaj? Ok, situacija je taka. Hotel sem dati tale štrom not. Tale štrom ima tak priključek, to so te novejši. Ker je to mašina od Runnerja in dejansko je starejša, ima v bistvu tak priključek. A veš, to je tester. In če tole mašino mislim dati na Energy, pol moram imeti tak štrom. Tak geštel, se pravi ta okvir, pa ni narejen za ta. Ker recimo tole je od ta novega Energyja in je razlika v teh utorih tukaj. Se pravi tale ima tukaj utor, ta ima večji utor, ta ima tukaj še en dodaten utor, ki ga pa ta nima. Se pravi se razlikuje ta. In zdaj bom jaz mogel na temu geštelu narediti dodaten utor, tukaj ima pa ta luknjo, ta pa tukaj luknje nima. Se pravi, tale štrom gre po drugi poti kabli ven, tukaj spodi. In če hočem jaz dati nov štrom na tester blok, moram malo tukaj popilati, tako da sem od tega zdaj lotil. Sprav bomo zmerali, pa nekako do sem tole zbrusili. Bilo bi fajn, da bi ono imel, ki se vrti, bi en zobar v bistvu vse skupaj zbrusil, ker pa nimam, moram nabaviti, oziroma sem imel, pa se je uničil, moram pač old school, pa upati, da bo šlo. Tukaj moram pa še dodatnega tukaj narediti, veš. Tegale moram pa še dodatno tukaj narediti. Šubler, stari moj, ko sem jaz bil v srednji šoli kot mehanik, da si takle šubler dobil, to je bilo toliko denarja, pa ne mislim, da je bil digitalen, je bil navaden. Zdaj, ki jih gledam, prodajo jih v Lidli po 10 evrov. Tole brušenje je kar predolgo, gremo probati s tem, pa skladimo, pa da odbijemo ta del. Sam upam, da ne ok, odlomilo se skup. Pa nov dober. Folk, evo ga. Drug dan, nabavil sem si tole. Kaj je že tole? Parkside, Lidl, 20 evrov. Veš kako vrti. In zdaj bomo tole zbrusili tukaj, vidiš? Tole sem že nekaj probil pa to, pa gre. Ampak je kar strašen, ker je to glasen. Jaz sem imel nekaj tazga, sam je bil manjši. Ta je kar zadeva. Pa gremo. Meni zdaj sem 5 evrov za tele. To kar puši se iz njega. Tole je težko, kar sem mislil, da bo. Ok, tole gre zelo počas, se gre, ampak sem dal kar slušalke, ker je ful glasno. Glej, ko je rata, stari, tale se gor napopa in ni šans. To brat bo druge kamne imeti. Evo ga, drugi dan. Kva se je zgodil? Tegale nisem mogel zbrusati s telemi, kolikor ste videli, kva se je zgodilo, le tole. To v bistvu sploh ni za to. Mogel sem si nabaviti tole.
Ne, dal sem 12 evrov sam za tele dve, pa zmanjšati moraš obrate. In zdaj, ker sem probal, tole reže. Se pravi, taka zadeva je za te stvari. Sem dobil po Bauhausu, da so 12 evrov, je pa od ene firme Dremel. Videl sem, da neki Proxxon pa Dremel so topši, ker tale Parkside, to je bolj amatersko, no, pa glej, nimaš kaj, to smo kupili, zdaj imamo. Evo ga, zbrušeno. Ko imaš pravo orodje, ni problem nič narediti. Ko pa nimaš orodja, potem so pa težave. Evo, tole se je zdaj lepo v easy zbrusil, kjer razlika je. Ampak, veš, kaj mi je všeč pri temu, ko jaz to skozi delam? Ker se ful stvari novih naučim. Se pravi, ko priješ do enega problema, se pozanimaš, poprašaš, svetuješ in ugotoviš postopek ter pol narediš. In gled zdaj, tole mora biti tako, kakor pri originalu. Vidiš razlika? To je original tako. To je pa zdaj tako pač ponaredek, di not imeti. Ta gre sem. To gre sem not. Evo tako mini verovalkico. Še jaz, ko sem bil mulc, pa sem razstavljal štrom na puhu. Takrat nisem vedel, da mora magnet biti točno pod posebnim kotom not ustavljen. Zato poskrbi tale kajlica. In jaz sem ga pač dal kar gor in motor, ker si prižigal, nikoli ni prižgal. Pa sem pa da enega šel, pa je naredil v bistvu kajlico iz žebla in je dal not. In ko je dal na pravilno mesto, je motor zalaufal. Veš, kaj človek ne ve. Zdaj pa me zanima, če sem jaz to dosti pobrusil, da nov ta kabel za magnet zapenju. Se pravi, ga moraš prav naštelati takole. Pade na kajlo noter. Veš, takole. To je to zdaj. In zdaj jaz gledam, a ta kabel drajsa ali ne? Evo, da vidiš dejansko, kva se dogaja. Tale tukaj kabela, ne? Prej ni mogel jeti not zaradi te stene, katero smo pobrusili, zdaj lepo not padel. Ampak vseeno to se kar premika, ne? Pa sem jaz to zdaj tako šafac igram not zabol do konca, pa sem vzel eno vezico in to bo zdaj držal. Zdaj, ko vrtiš, je lepo štrom stran od magneta. Tako da, to sekcijo smo zdaj naredili. Dejansko smo ga sestavili do konca. Včasih bomo dali zdaj to gor na motor. Ampak ne danes. 3. januar. Zdaj se bomo lotili frgazerja in sicer tole je ta zadeva, čemu frgazer služi oziroma po slovensko vplinjač. Tole dejansko daje noter, se pravi v zgorovalni prostor, mešanico zraka in goriva. To je ta predpotopna zadeva, old school analogna zadeva, pred direktnim obrizgom, pred računalniki. In sicer tukaj not je igla, katero ti dviguješ z gasom, potem odpiraš tukaj not lukno, tukaj gre zrak, od vzpod vleče pa gorivo. In potem ta gorivo, ki gre pod mehno šobo, pa veliko šobo zraka, se uplini in prije do pač razmerja 40:1 in potem gre noter v cilinder, kjer iskra to pač vname in se opravi delo. Tako da tole bomo zdaj malo spucali, razdrli te noter šobe, spihali in da bo pripravljen za motor, katerega bomo gradili v prihodnjih dneh. Zdaj najlažje ga je pucati z benzinom, ampak ker jaz trenutno nimam benzina, bom uporabil brake cleaner, pa se pravi pištolo na zrak in mislim, da bo svoje delo opravil, ampak večina folka uporablja benzin. Zdaj bomo tole razstavili in vse skupaj spucali. Tole je v bistvu elektronski čok, to gre ven, tukaj se da dol, se pravi tale banjica in prije do notranjosti. Imamo dve vrsti čoka, imamo elektronskega, ki je ta, in imamo ročnega. Elektronski ima noter en tak senzor, ki pač deluje na elektriko in se ta senzor premika, ročni pa pač na roko. Zdaj ta je bolj za lenuhe, ki nimajo pojma o tem, ročni je pa bolj za tiste, ki bi radi bili zihar. V bistvu jaz sem se prvi srečal s frgazerjem, ko sem bil tam star 14 let pri mojem Pony Expressu in takrat se spomnim, da sem ga pač pucal, ker dejansko nisem imel niti filtra gor za zrak, ki prije na to stran in ta filtr za zrak pač prilagaja določeno količino zraka, katere gre v frgazer in čisti vse skupaj. In ker ni bilo filtra, je ponovadi smeti so prišle not in so mi zamašile eno od teh diz.
Prav to so dize, imaš tukaj glavno dizo, pomožno dizo, tole ti je plovček, pod plovčkom je pač ena taka igla in preko teh pač pipic noter prije gorivo in ko se gorivo napolne, ta plovček prije do konca zapre dotok. Ker ponavadi imaš za vstop goriva imaš pipco in če slučajno pipco pustiš odprto, gorivo teče sem not in če ne bi bilo tega plovca, bi stekal ven oziroma bi fregazer spuščal benzin in ta benzin bi bil pod tvojim motorjem. Zato je zelo pomemben, da tale plovec deluje in da je noter igla spucana. Zdaj bomo črafali glavno pa pomožno dizo, pa bom pa še tukaj to stransko tukaj dizo za zrak, se pravi za štanggas pa to dal ven. Oziroma to je za štanga, to je pa za zrak. Zelo moraš biti pazljiv pri teh dizah, ker so iz tazga materijala medenine. Medenina je kar dosti švoh in se lahko hitro poškoduje. Pa ko vse skupaj tudi skup daješ, moraš biti zelo pozoren, da ne bi bil premočen. Frgazeri se drugače pucajo, res stari frgazeri z zvokom. Se pravi, so ene take naprave, katere s pomočjo valovov zvoka pucajo te usedline not. Ker jaz tega nimam, bomo se morali zadovoljiti z običnim brake cleanerjem. Je pa res, če hočeš, da je ko nov, ga moraš pa z ultrazvočno spucati. Nikoli še tega nisem videl v živo, oziroma kako to se deluje, ampak sem pa bral to. Zelo moramo biti pozorni na tole igelco, da ne zgubimo, ker pa smo na J. Evo, to je pa taka, vidiš, dizica, katera zapira do vodi. Zraka, mislim goriva, vidiš, takole izgleda, ko je dejansko čisto razdrt tale fregazer. Tole zdaj treba vse spucati. Mogoče sem malo zajebal, bi mogel prvo spucati prej in razstavljamo zunanjo stran, ampak nimaš kaj. Tale fregazer, se pravi za pod sam fregazer je dostikrat kriv, da vam motor ne pržge, da vam slabo dela. Ta brake cleaner ni glih idealna zadeva, ampak nimaš kaj. Da ga pa res dobro spucaš, moraš imeti pa tako na zrak dolo, ne. Potem pihaš. Ok, to je to. Se pravi, zdaj smo spucali fregazer, tole gre gor na mašino, ta zgoran del moramo pa itak, ga imamo tukaj, ga moramo dati na zajlo, kjer pride igla, se pravi s to iglo mi v bistvu reguliramo, ko gre zraka in goriva v motor. Tako da tole bomo pa naštimali na uni strani na motorju. No tole tukaj je pa štarter, se pravi s tem mi dejansko pržgemo motor. To je ena dinama in ko pritisneš stikalo preko akumulator, prije sem elektrika in zažene tale motorček in prek tega zobnika obrne blajerco. Je isto ful svinski, tako da moramo tudi njega spucati. Se vidi, da je to stal, pa da je spuščalo olje, se pravi z motorja posod in da se je naberal tale šmer vse posod. Se pravi, niso skrbeli za te stvari, kot bi morali. Ne vem, jaz sem še iz teh časov, ko smo težko dobili stvar in ko smo jo dobili, smo ful skrbeli za njo, ker smo hoteli, da traja čim dlje. No, danes so malo drugačni časi, danes ljudje dobijo marsikaj, vse je v izobilju in ne znajo ljudje tega ceniti. Evo ga, malo ljubezni in štarter je spucan, tako da tole bo laufal še na mnoga leta. Če bi hotel res, da je lepo, bi mogel to dodal, pa ga lepo štrihant, ampak ker je to spod skriti čisto. Dober večer! A to je zdaj malo za YouTube? To je malo za YouTube. Jaz sem zajemil. Ja, je snimil potek, pa mu ni ratal, ker je po koncu posnel. Ampak vseeno, hvala ti za tele gume, pa hvala ti, ki si tole zmontiral trenutno. Nismo še fertik. Mava še pol, a? Še eno, evo, ampak to je hudo, dobro. A, dobro zgleda, ne? Pazi to, stari. Glej, kako si to, ojoj, on si je to naredil. Razlika pa je, a? Mimo grede. Veš, kje je narejena ta guma bila? Slovenija. Je res. A? Je tako. Je tako, naša guma, a? Naša. Savina. Mitas. Hudo. Made in Slovenija. Samo ta je kar stara, ni? Ja, 2014. 2014, živo fote. Živo, kako? Ampak kaj, kva si nekaj rekel, da so se feltne okrušile? Pa stari moj, te feltne, to je za šumo, to je čisto vseeno. To je čisto vseeno, boga pita, kdaj je bilo to pofarban. Tako da dejansko tole bo za v šumo, za v hosto. Ta je zadnja, tako da veš. Zdaj moramo pa gledati v pravo smer. Čeprav pri teh gumah, a je vseeno. Smer vrtenja ima.
Vse sem si napisal. si? Zunaj. Zunaj. Se pravi, zunaj je kaj ta stran. Ja, ta. Tako se obrača naprej. Ja, levi vse pušice. Bravo. A v bistvu prvič, ko sva delala na tem aksu, so zajebala. To je bilo prvič, to je bilo 2 let nazaj. To je tretji tvoj motor v bistvu. Ja, ampak na prvem tem aksu, ko sva delala prvič, so pa zajebala takrat oba dva. Glej, to zdaj sem si zamislil tako nekako, da bom imel pač en geštel, pa en motor, pa ene gume, ko bom šel po gozdu, da tole ne udrsel, ker z unih gumam, ki sem jih prej kazal, baš ne bi šlo nekaj, ne? Tole pa bo. To ja, tebi to gre. To ti lahko v šusu sam. Ja, ne upam. Ne upaš, a? Pa. Veš, da sem gledal ljudi na YouTubeu, dobro, ni telefon. Telefon je za meni. Lega, zmešal se moj. Veš, ko smo jo naredili? Aha, si kupil prav tole. Ja, ko ful snemam, jaz sem hud vloga. Pa vse gre tudi s to mašino, pa. No, sem bolj nervozen. Ja, vidim, ne. Evo, para je. Itak, če te barva čisto kurso, logično. Ampak tole mi itak imamo nič štrihal. To je tako, geštel, gume, motor. Nič elektrike, nič luči, nič. Street racing. Street unlegal, to bo šuma legal. Šuma legal. Sam za to se gre. Važno je, da so gume prave, se pravi, tele gume so podarjene od tegale, se pravi za božička, lepo presenečenje je bilo, boš pa prišel na testno vožnjo. A si upam? Zgoba ne. Sej na unga Energija si že probal, pa sve ko ima na to kar leti. Tu sem še nekdo drug me kontaktiral za isto stvar, en tvoj follower, pa jih nisem uspel najdeti. A enake te? So bile iste druge dimenzije. In jih nisem uspel najdeti off-road za tisti motor, sem pa že pozabil, za kjer motor si šel. Ok, dobro. To je to. Hvala ti. Stay tuned na projektu. Jo, evo ga, sem nazaj v delavnici. Končno je profi zmontiral gume. Sicer zdaj bomo dali tole sprednjo gumo, kjer je disk v prve vilce, se pravi noter. Tukaj imamo sornik, pa vijak, ampak je en problem. Vmes med tole vilco pa med kolesom pride polž. Polž je za merjenje hitrosti, preko zdajle prije do merilnika za hitrost in to so dal dol, tega ni. Se pravi, moja guma nima tazga, kako bi rekel, sornika na eni strani, da bi stala naravnost. In ko daš gor, je na krivo. Tako da jaz moram nekako najdeti za na to stran nekaj drugega, da dam en sornik, eno cevko, nekaj, da lahko dejansko vse to skupaj prišraufam, pa da stoji, še mi kolo počez ga vrže. Tako da gremo se lotiti tega zdaj, pa to narediti. Najboljše pa tole, kad daš dol tole za šraufe, in ti vse skupaj pade dol. To si naredil posel. Včeraj mi je skoraj padal, sem ujel, danes pa ne. Joj! Sprav, mi moramo narediti nekaj za sem noter, da ko bomo dali sornik čez, takole, da tukaj nekaj je vmes, kad to zategneš, če ne, tlo je luft in kolo kar pleše. To pa zato, ker so dali tale dol, vse sem povedal. Što prije sem, tako noter, čist einfach. Tle je luft. Evo ga, nekaj sem najdel, se pravi eno tako matico, ampak ne gre gor, zato ker je tale tukaj rob preozak. Zdaj pa uporabil dremer, ako karkoli se že reče, pa tole v bistvu razširil. Dejansko prije tako do konca. Tole bi jaz mogel orang, samo mene zanima, če bo to že bilo dosti v redu, gremo probati. Je pa res, da sprednje bremze še nimam. Je tudi za nič, tako da bom po mojem mogel še enkrat da dol, dam bremzo gor lahko dol. Ampak ajde, zdaj bomo delali s tem, kar imamo, pa bomo videli, če bo dovolj. Itak, da ne bo le koliko fali. Tako da tukaj in na tej strani fali, zdaj pa treba pa tudi to nacentrirati glede na disk. Tako da ja, tole bo kar malo več dela, kot se mi je zdelo. Ok, sem zmeril pri Piaggio Energy, ki ima isto to. 3 cm mora biti na tej strani, se pravi 3 cm, da dejansko bo bilo nacentriran in to je točno takole. Se pravi 3 cm, tega treba povrniti do konca, 3 cm dolg, se pravi tak
sornik rabam, zdaj pa vprašanje, ki to dobo moram jeti malo poiskati, okoli pa prenesti. A veš, da sem prišel do ideje, da gremo velata pogledati, če je kakšna puša za kakšnega avtomatika. Tole os bom s sabo vzel in bom rekel, da vidimo in bo šel kupati. Zdaj sem tukaj porabil 1 uro pa pol dela za džabe, stari. Joj, ampak tako to je, ki šraufaš. Tako pač je. To je tudi en part tega vesela. Pa gremo. Ok, pa da vidimo zdaj, da bo tole šlo. Je to tako, kakor mora biti. Se pravi, končno imamo stančnik. In to je to. To je to. Se pravi, 19 ključ na eno stran, na drugo stran. Evo ga, to je to. No, če bo pa res dober to zračunan, se pravi, če sem jaz to res dobro izmeril, bomo pa videli, ko bomo dali bremzo. Kjer sem jaz butel, jaz sem narobe motor obrnil. Ajoj. Shit. Buda. Joj. Ker sam sebe ne smeš. Veš mi. Butal. Butal. Vem jaz nekaj ne žima, veš, nekaj ni prav. Joj. Dobro, daj. Imaš kaj. Meni je to zgleda malo prelahko. Zdaj pa je mesto za tole. Jaz pa pregledam, kje je. Evo ga! Ta je kriva zdaj padel. Ok, zdaj smo to fiksirali. Ok, zdaj ta guma ima tukaj 5 šraufov, takih. Bruno Energy je v bistvu samo ena centralna, tako da tole gre zdaj tako gor. Nekako. In odleti Gedora. Pa še kolen sem se prebol. Fuck. Shit. Je smotran. Oh my god, stari. Ajde ono odleti, kad si ti prebijaš direkt v kolen, a veš, ona elektrika. Vse veš elektrika, poznaš? Jebi ga zdaj. Što mogu z moment ključem. Ker pa di na moment ključa nima tog neknega. Old school. Samo upaš, da se ne obrne. Bilo bi fajn, da jaz tukaj tudi ulijem malo olja za prenose, ker, a veš, bilo bi lažje, preden sem dal gumo gor, ampak Dino se tega spomnil ni, tako da pač se bo moral malo mučati, tukaj ni olja nič, imamo pa, se pravi, olje za menjalnike. Tukaj sem vse tole zatesnil s silikonom, tako da upajmo, da bo držal.